na današnjem pogovoru o delu Irvinga Hoffmana z naslovom Azili, eseji o socialni situaciji duševnih bolnikov in drugih zaprtih varovancev. Dogodek danes poteka na pobudo Trubarjeve hiše literature in Slovenskega sociološkega društva. O omenjenem delu pa se bodo danes pogovarjali, kot že v vabilu zapisano, Špela Razputnik z oddelka za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Vito Flakar z Fakultete za socialno delo in Andreja Rafaelic z Inštituta za zdravstvo. Vse tri lepo pozdravljam, živijo Špela, Vito in Andrej. Živijo, pozdravljam skupaj. Ja, še enkrat, vsi smo že tukaj. Jaz sem pa Darja Tadić, tudi z oddelka za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in bom nekako poskušala skrbeti za neko moderiranje tega današnjega pogovora. Kot ste verjetno opazili, ko ste se prijavili na tale dogodek, ko ste poklikali Zoom povezavo, da vam že gor piše v levem zgornjem kotu, da se zadeva snema. Posnetek bo tudi dostopen na spletu, no, to se mi je zdelo nekako dobro tudi vas opozoriti, še vse ostale, ki ste tukaj v tej naši spletni dvorani zdajle prisotne. Za današnji dogodek, tole diskusijo imamo nekako na voljo približno 1 uro in 15 minut, tako da tam približno 20:05 bom začela gledati verjetno na uro in iskala neko dobro točko za zaključek. Sogovorkam in sogovorci smo pa nekako zadevo postavili tako smo si zamislili, da bi začeli z nekimi uvodnimi razmišljanji o delu, ki ga imamo danes na mizi, nato pa, ali pa v bistvu kar vzporedno pa tudi že vključevali vas, ostale, ki ste tukaj na današnjem Zoomu. Tako da vas vabim, da recimo v chat zapišete kakšen komentar, vprašanje, kako svoje sporočilo, za katero želite, da nekako pronica v tole diskusijo. Lahko dvignete roko, mogoče naprimer na kakšni točki, kjer končamo kakšno temo ali pa kaj takega, da lahko potem nadaljujete tudi s tistim, kar prinašate ostale v tole debato. Nekako sem si tako še zamislila, da čist uvodoma malo še na hitro tako predstavim par stvari o delu Goffmana, čisto, da se malo grejemo, da pademo noter v naš dogodek. Tako malo prebeležila par iztočnic, ki se mi jih je zdelo nekako vredno tako za nek štart debate podati. Goffmanovi so delo iz daljnega leta 1961, to se mi zdi kar pomemben podatek, ker gre za obdobje nekaterih pomembnih zgodovinskih, saj vemo, šlo je za obdobje nastajajočih nemirov, uporov, pa tudi za nekakšen obrat perspektive v pogledu na nekako za obdobje, ko so se porajala mnoga opozorila v smislu izpostavljenosti marginalnih skupin pred škodljivimi in nasilnimi družbenimi sistemi, institucijami. Goffmanovo delo Azili smo v lanskem letu, torej 2019, prvič dobili tudi prevod v slovenščino. Ta prihod prevoda je nekako ponovno verjetno opomnil, vsaj mene je, na to pomembno obdobje Goffmanovega dela, hkrati pa tudi na to pomembno temo, torej na problematično delovanje institucij. V uvodu Goffman napove, da bo govora o nekih specifičnih institucijah, to so totalne ustanove. Čisto na začetku knjige avtor tudi postavil čisto neko tako temeljno definicijo tega svojega polja proučevanja in nam pove, da so to ustanove, v katerih skupaj biva večje število ljudi, ki so za dalj časa odrezani od širše družbe, torej živijo nekako zaprto in tudi formalno urejeno življenje. Lep zgled ene take ustanove, kot zapiše Goffman, so zapori, ampak še zdaleč od tega, da bi bilo govora samo o zaporih. Med te institucije sodijo tudi psihiatrične, socialno-varstvene in razne druge institucije. Po svoji formi so Azili kot delo v resnici zbirka 4 esejev, vsak od njih tematizira totalne ustanove z nekakšne druge perspektive, naprimer prvi esej značilnosti totalnih ustanov,
drugi esej moralno kariero varovancev, tretji podtalno življenje v instituciji, četrti esej pa se loteva teme medicinskega modela obravnave. Vsak od teh 4 esejev na nek način svojega zornega kota naslovi sicer vsem esejem skupno temo, to pa je varovančeva situacija v instituciji z varovančeve perspektive. Lahko bi tudi recimo to dodala, no, da azili precej impresivno orišajo mnoge škodljive učinke totalne ustanove, tako da delo predstavlja sliko institucije, ki je bistveno drugačna od siceršnjih, pogosto deklariranih pozitivnih namenov in učinkov teh hiš. Goffman nam je s tem pokazal nekak razkorak med tem, kaj institucije domnevno počnejo in tem, kaj se v resnici dogaja. S tem pa na nek način odprl precej vihrav prostor. Čeprav sam avtor Goffman nikoli ni na tak način napisal, pa še vse lahko rečemo, da azili predstavljajo čist jasno kritiko totalnih ustanov, tako da na nek način azile pogosto označujemo tudi kot neko kultno podlago za poskuse odprave teh istih institucij. Delo se na tak način povezuje pogosto ali pa skoraj vedno v zadnjem času s procesi in vprašanji deinstitucionalizacije, to se pravi s prizadevanji po razgradnji, umiku, ukinitvi teh ustanov v človeških družbah. In čeprav Goffman same deinstitucionalizacije v delu ne tematizira, pa tudi posebej na njo eksplicitno ne namiguje. Meni se zdi torej, da je lahko še bolj kot sama vsebina tega dela, tisto, kar je v zvezi z delom pogosto še bolj zanimivo, prav to odmevanje in kotalenje tega dela v polje praktičnih učinkov na področju obstoja teh institucij. Delo neobhodno odpira vprašanja, kako to vrstne institucije zdaj ustaviti, kako prenehati z vsem tem, kar Goffman tako slikuje. Jaz bi rekla, da je prav ta v aktivaciji neka nebesedna, skrita, ampak mogoče vseeno poglavitna prvina tega dela. Ena ilustracija tega je že v primeru pojava slovenskega prevoda azilov v slovenskem prostoru. Goffmanovo delo se je namreč v resnici prvič pojavilo v tem slovenskem prostoru že leta 1988, ne šele lansko leto. Leta 1988 smo namreč dobili tak prvi obsežen povzetek tega dela v slovenščini. Pripravil ga je Vito Flaker, prevod pa je bil v resnici namenjen prav neki njegovi rabi v okviru procesa deinstitucionalizacije. Takrat v največji ustanovi Hrastovc, ki jo imamo še danes. Tako da nekako prav to opažanje, da Goffmanovo delo sproža predvsem ali pa pogosto neke akcijske vzgibe, je bilo tudi nekako podlaga za moje prvo vprašanje, ki sem si ga namenila zastaviti Špeli, Vitu in Andreji. Torej, na kakšen način ste vi doživeli to branje Goffmana? Kakšna je bila vaša osebna izkušnja z branjem tega dela? Ste tudi vi doživeli nek tak prvi akcijski moment ob branju tega dela? Skratka, kaj vam je prebiranje tega besedila naredilo za vas kot člane te naše družbe? Okay. Ti rekla Špela, Vito, Andreja, gremo po tem vrstnem redu. Ok, zmenjeno. Hvala lepa, Darja, za uvod in za vprašanje. Nekatere stvari si odprla, o katerih sem seveda tudi sama razmišljala, ko sem se pripravljala. Zdaj si govorila ravno o tem Hrastovcu in tudi sama sem se srečala z Goffmanovo mislijo, z njegovim delom, pravzaprav znotraj discipline socialnega dela in socialne pedagogike tekom študija in nekako že v kontekstu nekih utopičnih in angažiranih projektov odpravljanja velikih institucij. Lahko bi rekla, da mi je na nek način bil že serviran v paketu te praktične akcije in utopije, ki jo je takrat in jo še danes predstavlja predvsem milje Fakultete za socialno delo in s tem Vito Flaker, pa kasneje tudi Andreja Rafaelič, kot dva izmed motorjev tega nekega teoretsko-praktično-akcijskega pogona. No in ta v slovenski jezik preveden povzetek azilov je bil pet, tako kot si Darja rekla, v Hrastovške anale, izšle 88. In ja, povzetek je
pripravil Vito, sem si šla zdaj med pripravami še enkrat pogledati to bolj podrobno. In ta povzetek je meni deloval kot neko orodje za razpravo in delovanje v smeri preobražanja totalnih ustanov. Preobražanja v kaj? V neke bolj humane in bolj demokratične oblike obravnave vseh tistih izmed nas, ki v določenem obdobju svojega življenja ali pa za daljši čas potrebujemo podporo drugih, zato ker pač se soočamo z raznovrstnimi prikrajšanostmi, težavami oziroma živimo z njimi. Tako da v tem kontekstu je bil Goffman tukaj v Sloveniji takrat umeščen v akcijo raziskovalno-delovnega tabora, ki je potekal leta 1987. Tako da je v tem kontekstu tudi v mojem pojmovnem svetu ostal vezan na deinstitucionalizacijo, vsaj to delo, o katerem danes govorimo, ne. Z branjem prevoda, no, pa kasneje potem tudi, Vito, tvoje spremne besede pri prevodu, mi je mogoče postalo nekoliko bolj prezentno, da Goffman v Azilih pravzaprav ni tako eksplicitno gojil te akcijsko-utopične note, a ne, kot smo jo pol mi nekako verjetno vedno, ne, se z delom srečaš v nekem kontekstu in ne moreš ga izven konteksta sploh srečati, no. Tako da se mi pa, po drugi strani bi pa tudi rada poudarila, no, da je pa Goffmanovo delo za tisti čas in tudi vse do danes izstopajoče, ne samo po vsebini, ampak tudi po pristopu, ker vseeno začrta ta interpretativni pristop, kvalitativni, verjetno bi lahko rekli celo etnografski pristop k raziskovanju, da besedo deprivilegiranim recimo in s tem predstavlja nek pomemben protipol pozitivizmu znotraj družboslovja, takrat ali pa še danes. Tako da pol naprej, od tega mojega prvega srečanja, sem pri predmetih, ki jih vodim na socialni pedagogiki, na pedagoški, tudi sama dajala pomembno mesto tako Goffmanu kot tudi tem hrastovškim analom. In mogoče bi to povedala, ker me nekako veže, no, na celo to zgodbo, da je v zadnjih letih branje obojega kar nekajkrat tudi angažiralo posamezne študente in študentke, da so izstopili z nekimi vprašanji, z nekimi pozivi k akciji, a ne. Recimo, zakaj pa je bil tabor, ne vem, v 80-ih letih, kaj se je pa zdaj v teh desetletjih vse dogajalo, seveda se je veliko dogajalo, ne. Ampak enkrat je ena študentka, Lucija, eksplicitno rekla, pa zakaj ne naredimo ponovno tega tabora. Tako da pol smo leta 2016 dejansko nekako inspirirani s celo to zgodbo, skupino študentk, študentov, kolegic, kolegov, tudi s Fakultete za socialno delo, ponovili nekako oziroma spet naredili tabor v enem drugem zavodu. In spet nam je Goffman pomagal razumeti interakcijo v instituciji, ta prepad med dvema svetovoma in druge pojave, ki pač nekoga, ki pride od odzunaj, vedno znova šokirajo, ne glede na to, da so te stvari stare že kar nekaj časa, ne. Ni nas pa po drugi strani pred nekimi temi frustracijami zavaroval, a ne, Goffman, ker smo se spraševali, pa saj smo v bistvu na istem, kot so bili ti naši predhodniki v 80-ih letih. Tako da zdajle uvodoma bi rada majčkeno še o tem razmišljala, kaj bi lahko bili razlogi za to. Gotovo so se kakšne stvari seveda v teh letih izboljšale in sigurno se jih bomo tudi danes v razpravi dotaknili, ampak marsikakšna stvar se pa ni ali je pa mogoče celo šla na slabše. In zdajle v tem trenutku bi rada par razlogov poiskala za to in jih v bistvu ne bom iskala na strani ustanov, ampak mogoče malo širše. Tako razmišljam, kako ta stroj deinstitucionalizacije, Vito, če lahko uporabim tvojo besedno zvezo, po eni strani deluje nemočen ob tem inertnem ustroju velikih ustanov. So velike, so stare, so utečene in se zdi, da odbijajo ta stroj, ki ima sicer zelo močen teoretski, aktivistični, tudi etični naboj, ampak zdi se, kot da mu nekaj manjka in v Sloveniji verjetno mu manjka ta sistemski, odločevalski in politični vidik. Druga oteževalna okoliščina je po mojem videnju v tem, da skozi čas od Goffmanovega, od izida tega dela 61. pa nekih začetkov gibanj za deinstitucionalizacijo v 80-ih letih v Sloveniji, imamo občutek, da upada moč ideji,
v javnosti, v širši javnosti, tudi v strokovni morda, da je totalne institucije zaradi etičnih in praktičnih razlogov potrebno odpraviti. Sodobna družba pa izvrže, če uporabim grdo besedo, na različnih koncih vse več ljudi, diskvalificira jih kot odvečne, kot take, ki ne sodijo nikamor. Tako se v bistvu zelo raznolika vrsta ljudi nekako znajde pred temi ustanovami in jih tudi polni mesta, tako starejših kot mlajših, en ni enak drugemu, ustanova pa zanje seveda lahko predvidi neke unificirane odgovore. In če že ne morem trditi, in nimam mogoče podlage, da bi trdila, da se viša podpora totalnim institucijam, pa mogoče vseeno lahko trdim, da v javnosti je prisotna neka brezbrižnost do tega vprašanja širše. Če se ta tema že kje odpira, se mi zdi, da zavzema podobo nekega alarma, da primanjkuje namestitev, primanjkuje postelj, to zelo velikokrat slišimo v javnosti za to ali pa za ono skupino. Velikokrat se tema institucij tudi neupravičeno meša z vprašanjem varnosti in apelira ravno na to azilsko vlogo institucij, ki naj bi skrbele za to, da nam v skupnosti ni treba trpeti motečih elementov. In ker že toliko časa živimo z velikimi ustanovami, v katere nekdo v bistvu daleč od naših oči z nekimi ustaljenimi birokratskimi postopki pospravi vse moteče elemente, oziroma tiste, ki ne pašejo nikamor, se zdi, da si v bistvu drugačnega načina skrbi in podpore za ljudi, ki jo iz različnih razlogov potrebujemo, niti ne moramo zamišljati. In poleg tega v današnji ta individualistični diskurs, se mi zdi, da tudi pušča posameznike vse bolj prepuščene samim sebi, oziroma če že pol neki ozki družbeni celici, nuklearni družini, in v primeru, da ta ne zmore v polnosti poskrbeti za potrebe svojih članov, ti posamezniki, posameznice težko najdejo ustrezno podporo v skupnosti. Tako da bi postavila tezo ali pa trdila, da nekje med to družino in totalnimi institucijami je nek ogromen in slabo zapolnjen prostor, ki bi ga morali zapolniti z vmesnimi oblikami medčloveškega sodelovanja, solidarnosti, podpore, druženja, povezovanja. In to bi verjetno lahko zmanjšalo potrebo po velikih ustanovah in tudi po njenih varovanjih, zaprtih oddelkih, ki mislim, da so prenapolnjeni in to nikomur ne ustreza, tudi institucijam seveda ne. Pa še mogoče bi dodala, da ta razmislek ne sme biti nekako slep za neenakosti, ker totalnih ustanov vendarle ne polnijo enakopravno posamezniki iz različnih slojev družbe, ampak tudi na tem področju za manj privilegirane je odprtih manj boljših možnosti ali pa celo nobena. Zdaj pa čisto zadnja misel za ta uvodni del. Zame osebno, skozi to moje neko srečevanje, opazovanje tega področja ali pa občasno vpletanje tudi sem, bi še vedno lahko rekla, da problem totalnih institucij, tudi po tem, kar sem se do zdaj naučila, ostaja isti, kot je bil, ko je to delo izšlo, in to tudi Goffman izpostavlja in vi to tudi ti v spremni besedi. In ta problem je, tudi če so institucije deklarativno namenjene podpori, zdravljenju, varstvu, nastanitvi, terapiji, rehabilitaciji, udomljanju in kar je še teh lepih namenov, ki jih skozi institucije lansiramo različne stroke, tudi naše stroke, pa institucije kot take v resnici onemogočajo uresničevanje teh ciljev. Kot sem rekla, mislim, da Goffman to razgrne, Vito, ti pa praviš, se mi zdi v spremni besedi, da se je ta model v bistvu s časom pokvaril in da evidentno ne služi temu, čemur je bil namenjen. Se pravi, ne varuje, ne pomaga, ne zdravi in ne omogoča doma. Mogoče celo več, pogosto ljudem celo nalaga dodatne tegobe, poleg teh, s katerimi pridemo recimo, in po določenem času bivanja v neki totalni ustanovi, seveda težko ločimo, kaj je posameznikova primarna težava, če kaj takega sploh lahko trdimo, da obstaja, kaj pa je nek stranski učinek bivanja v instituciji.
to mogoče ena moja uvodna navezava. Hvala. Lahko jaz, ja. Ok, ja, lahko. Jaz nadaljujem. Čeprav sem mislila, da boš ti na vrsti, ampak v redu. Tako vprašanje je bilo, kako smo se srečali z Goffmanom, oziroma kako nas je Goffman aktiviral. Tako da jaz bi začela zgodbo tle približno, da sem moja prva izkušnja z Goffmanom je bila pravzaprav, da sem ga doživela, da ga nisem brala. In to je bilo v Hrastovcu, ko smo šli na nek izlet, nek žur so študenti, ki so tam organizirali tak podoben tabor, o katerem je Špela govorila, v Dutovljah, pa kakor pišejo v hrastovških analih. In takrat smo šli z enim avtobusom v Hrastovec, bila še študentka, tako da pa še precej zmačkana, ravno tisto jutro, tako da, ko sem vstopila v Hrastovec, se spomnim, da mi je prav slabo naredilo. In pa ne samo zaradi tega, ker sem se slabo počutila od prejšnje noči, ampak zaradi tega, kako se srečaš z eno veliko bedo, človeško bedo nekih človeških teles, ki jim je bilo odvzeta vsakršna usoda, in upanje v življenju na enem kupu. Tako, v vsakdanjem življenju se pogosto srečamo z ljudmi, ki so revni, ki težko se preživljajo skozi dan, skozi življenje in podobne stvari, ki se dostikrat znajdejo v takih zelo težkih situacijah. Ampak tisto, kar je Hrastovec, pa tudi druge inštitucije pustijo vtis, je točno to, da je tam tako prezentno, takoj pred očmi. Tako da dejansko me je Hrastovec oziroma totalna institucija aktivirala, da potem berem Goffmana. Tako da se mi zdelo, in tisto, pri čemer mi je mogoče Goffman pomagal razumeti to, kar sem doživljala, oziroma kar še vedno doživljam, kadar vstopam v te ustanove, je mogoče prav to, da je situacija tista, ki ustvari tako življenje. Da ne gre za to, tako kot tisti prvi vzgib, ko vstopimo v neko totalno ustanovo, je zagotovo ta, kako lahko ljudje tle sploh delajo. Potem, če nekaj časa tam preživimo, zelo velikrat tudi ko s študenti gremo na kakšne tabore, prakse v te ustanove, kako ravnajo z ljudmi, ki tam živijo, zakaj je tako. In potem zelo hitro, ko bereš Goffmana, razumeš, da gre pravzaprav za situacijo, da večina ljudi, ki se zaposli, pa ki dela v inštitucijah, je tam zato, ker so se izobraževali za to ali pa hoteli delati nekje, kjer je bilo smiselno nekaj narediti za ljudi, pomagati. In tako jim je to pomembno. Ampak situacija, ki nastane v totalni ustanovi, je taka, da zelo hitro procesira ljudi, da zelo hitro postanejo lahko ljudje objekt naše obravnave, da je zelo hitro, zato da mi tudi preživimo, da moramo pozabiti pravzaprav, zakaj smo tam, pa kaj je bil naš vzgib. Tako da, ja, tako podobno kot Špela, se mi je potem meni tudi zdelo pri mojem delu, pedagoškem in tako, zelo pomembna ta del, ki je ne samo brat Goffmana, ampak je pomembno, totalno ustanovo je pomembno doživeti. Dokler jo ne zavohamo, dokler jo ne občutimo na naši koži, se mi zdi, da je lahko Goffman zelo suhoparna literatura za nekatere. Tako da je zame vedno zelo pomembno to, da je treba pač Goffmana doživeti, ampak tudi doživeti ta beg od tega, preopraševati meje totalne ustanove in kako jih lahko vedno znova premikamo. Ravno zdaj par dni nazaj mi je ena kolegica napisala njeno izkušnjo dezinstitucionalizacije in ko je na tem delu ravno o tem govorila. Vedno znova, ko so prišli Slovenci, vedno znova, ko so prišli študenti iz fakultete k nam,
so tisto, kar je to naredilo, je, da so nas vedno znova opozarjali, kako smo ukalupljeni še vedno v te zidove inštitucije, čeprav smo se kolikor toliko trudili, da bi se čim prej in čim hitreje odmaknili od njih. In to je bilo za nas vedno znova nov motor, ne, da moramo iti naprej, ne, da ta kritika in totalnost naše, ne, in to opozarjanje na totalnost naše situacije pomembna za premik naprej. Ne, tisto, kar ena taka pomembna, se mi zdi, značilnost teh ustanov, ki jih Goffman opazuje, je tudi ta, da ta njihova zelo velika nevsakdanjost, pa da je življenje v njih tako neobičajno, v primerjavi s tem, kako ga živimo, da te vedno znova šokira. Vedno znova, ko vstopiš, vedno znova v neko tako ustanovo, tudi če si že 10-krat bil v 100 različnih ustanovah, je vedno znova, ne, to nekaj, kar te preseneti. Ne. In tako se mi zdi, da zato bi lahko vsakič znova, ko vstopimo v ustanovo, bi lahko znova napisali zelo podobno knjigo, kakor so azili o tem, kar smo doživeli, v tem, kar vidimo. Ne. Tako eden izmed takih zelo konkretnih in jasnih stvari, ki so mi vtisnile, je bilo ravno to, ko smo nekaj let nazaj so z Vitotom delali v Srbiji, dezinstitucionalizacijo, smo bili v tem Čurugu, ki je nekaj zelo hitro pustil močen vtis na vsakem človeku in tako šokantno, kot da pogledali neke slike izpred 30 let nazaj ali pa kaj takega. In sem spomnila, da smo pol s kolegi, ki smo bili tam, pa tako rekli, zdaj karkoli bomo novega doživeli, nas ne more več nič presenetiti, nič nas ne more več šokirati. In smo tako govorili. In pol smo šli v Makedonijo, v Demir Kapijo, ko so nas vsi opozarjali, boste videli, tam pa vas bo res, je res grozno, pripravite se. In smo tako zelo vehementno govorili o tem, da sej smo to, če smo videli Čuruk, bo vse šlo, ni problema. In znova, ko smo vstopili v to novo inštitucijo, spet nas je na isti način šokirala in impresionirala, kakor prvič. Tako da, zato te na nek način, tudi če so azili tak tekst, ki je zelo sociološki, ki popiše, kako deluje totalna ustanova, te ne more pustiti ravnodušnega. Te pripravi na nek način, če vsaj malo spogleduješ z akcijo, pa z aktivizmom, te pripravi k temu, da narediš en korak naprej. Ja, zdaj, zakaj mogoče ne tako velikokrat govorimo točno o tem, da je mogoče Goffman zdaj je star, je toliko let nazaj bil napisan, skoraj več kot, skoraj 50 let, ampak je še vedno aktualen. Ravno zaradi tega, ker se ta totalnost teh inštitucij zelo pogosto prenaša tudi v skupnost. Tisto, kar Špela je že malo namignila o tem, kaj se je dogajalo od 90-ih do zdaj, od teh taborov prvih, se je veliko dogajalo. Ampak veliko tega, kar se je dogajalo potem, kljub temu, da na začetku imel nek tak pridih aktivizma, pa prostovoljstva, spreminjanja življenja ljudi na boljše in podobne reči se zelo kmalu tudi institucionaliziralo in se je ta institucionalna kultura zelo hitro prenesla tudi v skupnostne službe, zato to je en del, ampak potem vedno znova, kamorkoli vstopamo v vsakdanjem življenju, od osnovnih šol, tako to govorim, zato ker imam ravno otroka, ki naj bi bil v šoli, pa je doma, se šola doma, ampak vedno znova se pojavljajo elementi in so in v neki družbi, ki je vse bolj nas omejuje, pa tako je to vse bolj prezentno, kako se te značilnosti, elementi totalnih ustanov pojavljajo. Tako da to se mi zdi, da je ena izmed aktualnih zadev pri Goffmanu. Tako, mislim, ne vem, nekaj sem si zapisala, pa ne vem, zakaj sem hotela to reči, ampak se mi vsem zdi pomembno to poudariti, pa tako je pa to, da zelo,
tako sem hotela citirati tega našega kolega iz Osijeka, Ladislava Lamza, ki je večkrat rekel, ne, zelo očitno inštitucije totalne ne delujejo. Ne, zelo očitno je, ne, da je to zelo jasno, da sistem, ki ne deluje. Ne. V posebnih zavodih, v psihiatričnih bolnicah zdravijo ljudi tudi 30 let in več. Ne. V zavodih za usposabljanje in jih usposabljajo 30 let, 50 let, od rojstva naprej, ne. Ampak še nikoli nobeden ni tam zdravo, pa še nikoli nobeden se ni tam usposobil za samostojno življenje. No. To se mi zdi tako ena izmed stvari, ki jih mogoče ni tako eksplicitna pri Goffmanu, ampak ja, ne. Model totalne ustanove ne delujejo, ker tudi glede na to, kaj je njihova deklarativna funkcija, ki naj bi jo naredili, zelo jasno pokažejo, da jo ne izpolnjujejo. Vi to lahko nadaljuješ. Ja, hvala. Ja, jaz sem malo to pustil kolegice, da prej povedajo, imam kot gesto, džentelmensko, ampak imam pa tudi to, da bom bolj lažje jaz kaj povedal še, ne. Ampak tako, tisto, kar sem pa hotel povedati, no, je pa več stvari, ne. Ena stvar, seveda rečemo, ne, nekako Goffman je, ne, takrat smo naredili pač ta povzetek in je bil zelo pomemben, ne, in še vedno, ne, je, bi rekel, tudi, ne, zdaj toliko bolj, ko je celotna knjiga na voljo, je Goffman nek zemljevid na nekem teritoriju, kjer, tako kot je Andreja rekla, milo rečeno smo zmedeni, kaj se zdaj dogaja tukaj. In to nam, Goffmanova knjiga nam nedvomno zelo pomaga pri tem, da se lahko orientiramo, da se lahko postavimo in tako naprej. Ampak jaz bi še tako bi rekel, nekako, prej je bila še Mirjana tukaj, ampak mislim, zdaj pa ne vidim, ona je bila tudi ena od ljudi, ki so Goffmana pripeljali v naš prostor. In pravzaprav bi hotel nekako tako reči, pa zame je bil Goffman pomemben razen tega, kakor je zelo očitno, je bil pomemben tudi na nekem bolj splošnem nivoju, ki ga tukaj v občinstvu pooseblja Bojan, ki upam, da bo tudi kaj povedal, pol v nadaljevanju, ampak rečemo nekako v pogovorih, ki sem jih imel z Bojanom, pa z Bernardom Stritihom, pa tako naprej, smo, bi rekel, pravzaprav na nek način prišli do podobnega načina razmišljanja, pa niti ne direkt, mogoče ni direkt vplival Goffman, ampak vsekakor je pa Goffman pomagal pri tem, da smo nekako, vsi smo bili psihologi, to je stvar, s katero se rajši ne ponašam, ampak kakorkoli rečemo, nekako je, psihologija je takrat, pa še vedno mislim, da to počne, nekako brskala po notranjosti človeka, hotela v globino zato, da bi vedela, zakaj se ljudje obnašajo tako, kot se obnašajo. Goffman je to, bi rekel, zelo dobro decentriral, pa ne samo to, postavil ven, je postavil pravzaprav, da ven in pokazal, da rečemo to, kakšne vzgibe imamo za delovanje, pa za razumevanje tega, kaj smo in kako se definiramo, da je to pred nami, da je to, bi rekel, nekako zelo pravzaprav očitno, da ni to nekaj, kar je skrito v nas, ampak da je to med ljudmi in da rečemo, moramo se s tem ukvarjati tam, ne pa noter v nekih predpostavljenih človeških globinah. In pa tudi na ta način, ki se mi zdi, da je zelo produktivna, da rečemo, nekako probamo, to, kar tudi Goffmanova metoda je, da proba razumeti vsakdanje življenje s tem, ko gre raziskovati totalno ustanovo, ki je povsem nekaj drugega kot vsakdanje življenje, in pa tudi, da uporabi vsakdanje življenje zato, da razume to, kar se dogaja
v sami inštituciji. Ne. Se pravi, rečemo, nekako ne ta vsakdanjost, zunanjost, pa decentriranost ven iz neke predpostavljene psihološke globine, je, bi rekel, bilo zame takrat fascinantno, v nadaljevanju pa tudi, bi rekel, zelo eno od boljših orodij, ki sem jih lahko uporabil in v akademskem delu in teoriji in v praktičnem delu in vsakdanjem življenju. No. Tako da to se mi zdi, da je, bi rekel, neka stvar, ki je fascinantna. Ne. Druga stvar, to, kar je že Andreja načela, je to, da že tam v 80-ih letih ali pa že v 70-ih letih so pisali, Goffman je zastarel, naprimer Kathleen Jones ali pa kakšen tak avtor, te, ki so apologeti psihiatrije totalnih ustanov, ali so nekako govorili, ustanove so drugačne. Zdaj rečemo nekako to, kar sta Špela pa Andreja govorila in kar je rečemo nekako vedno znova učink, ko se nekdo sreča z totalno ustanovo v taki obliki, in rečemo, to priča, da je to larifari. Da to, bi rekel, sploh ne drži in da je ta analiza še vedno stoji in je uporabna in mogoče vedno, ko hočemo ali se znajti, ali pa celo nekaj narediti, nekaj drugega, nekaj boljšega, nekaj, kar bo alternativa temu. Zdaj rečemo, tisto, kar pa je novo, kar je že tudi, bom poudaril to, kar je Andreja rekla, je pa to, takrat rečemo, ni bilo tega drugega kraka, ki mu danes rečemo skupnostne službe. Ni bilo, bi rekel, čeprav se že nakazuje tudi v Goffmanu, to, kar je Darja rekla, ali ne vem kdo, da rečemo, pravzaprav, da takrat, da on ni bil kritično nastrojen ali pa kaj takega. Ja, na tej ravni, on se je bolj delal, po moje. On se je bolj delal v tem smislu, to hočem reči, zaradi same metode, zaradi tega, ker je hotel, rečemo, kot raziskovalec, kot človek, in kot je hotel, da to ne bi vplivalo na njegovo razmišljanje, ampak moramo vedeti, da pravzaprav so Goffmana takrat najeli, ravno zaradi tega, ker, in tudi če pogledamo na njegove reference, vidimo, da rečemo, on ni oral ledine, kakor dostikrat rečejo. Je veliko materijala in od Lemarta in od Sasa, ki je svojo prvo knjigo izdal tudi točno istega leta, ampak članke pa že prej. In pa rečemo, bi lahko še naštel. Tako da rečemo, nekako tle je bil že en korpus literature, ki je bil, bi rekel, ki je delal na tem, na analizi in tudi na kritiki totalne ustanove. In tudi konec koncev je bila že nastavljena reforma sistema, ki je Kennedyjev zakon potem kakšno leto za izidom te knjige tudi inauguriral. Tako da je bilo to, kar je, vendar pa rečemo, on je bil pa tle discipliniran in je pravzaprav rečemo, nekako vzel to, rekel, neutralno oziroma znanstveno pozicijo in prav, da jo je. Tisto, kar rečemo, nekako seveda, je pa tisti, ki so to potem, ki smo to uporabili, smo pa seveda to tudi povezovali še z drugimi stvarmi. En od, bi rekel, bolj posrečenih uporab Goffmana je Bazalja. Bazalja ne bi bil Bazalja brez Goffmana.
tako kot ne bi bil tudi brez Foucaulta in tako naprej. Ampak ne, on je tle dobro naredil odlično sintezo, ravno med tema, ki je uporabil, rečemo, Goffman je v Trstu, v njihovem pristopu, je rečemo, nekako tako na nek način Biblija v tem smislu vsakdanjosti. Da je treba pogledati, kako se stvari, bi rekel, kako zdaj pa v vsakdanjosti stvari potekajo in kako pogledati, kako ljudje živijo, kaj se tam dogaja in tako naprej. Tisto, kar sem hotel še takole v uvodu apostrofirati, je pa še 3 stvari. Ena stvar, ki se mi zdi tako, da jo dostikrat zanemarimo, pa ki je name naredila velik vtis, je bila to, ko pravi Goffman, da totalna ustanova zatira gospodinjstva. In to je treba tudi, bi rekel, precej tudi dobesedno razumeti. In ko razmišljamo o alternativah, se pravi o skupnostnih oblikah podpore, o socialnem delu nasploh in tako naprej, moramo reči, nekako ravno mora biti gospodinjstvo in vsi problemi pa protislova, ki gospodinjstvo nosi s seboj, biti, bi rekel, eno od inspiracij za to, da ne pridemo noter v ta gospodarski del, ki ga predstavlja totalna ustanova, kot, bi rekel, odlagališče delovne sile v tem primeru. Gospodinjstvo, kot bi rekel, neko pogovarjanje ljudi o tem, kako skupaj živijo, je tisti model, ki nam omogoča, in pa tudi konec koncev, rečemo, če vzamemo nekatere prakse, ki so se razvile kot alternativna inštitucija, tudi zelo pomembna, tudi če jih dojemamo kot terapevtske prakse in tako naprej. Kako se ljudje organizirajo svoje življenje skupaj z drugimi, je eno od bistvenih vprašanj. Druga stvar, ki sem hotel upozoriti, je ta zadnji esej, ki je kritika medicinskega modela. In tle se mi zdi tako, da je rečemo, nekako ga je treba zelo dobro brati, in je tudi protistrup temu zelo pavšalnemu, pa schematičnemu, pa bi rekel, pa pravzaprav redukciji tega, kar on govori, medicinski model, na neko pilatico, ki nam sicer pomaga, da rečemo, da vemo, kje locirati sovražnika, ampak rečemo, nekako v tem ostane preveč reduciran bodisi na medicinsko ideologijo ali pa na inštitucijo. Tisto, kar če pa beremo Goffmana v tem delu, on govori o medicinskem modelu kot o storitvenem modelu. In to je, bi rekel, tudi dobro opremališče, ko govorimo. Ljudje rabijo, bi rekel, ne prostor, kam ga bomo vtaknili, ali pa če govorim v žargonu socialnega varstva, ne programe, kamor bomo ljudi vključili. In tudi se rečemo, storitve, ampak storitve, ki jih bodo ljudje prejemali. Ker v tej definiciji storitev, kot jo Goffman ponuja, je človek tisti, ki naloži strokovnjaku, popravljalcu v tem primeru, kaj ne naredi. Problem, hočem reči, ni v storitvi, ampak v popravljalnem modelu storitve. To je tisto, da mi rečemo, nekako kot strokovnjaki vidimo ljudi kot predmete, ki jih treba popraviti. Ne pa kot ljudi, ki jim je treba omogočiti, da bodo zgradili življenje po svoji meri. Tako da rečemo, mene, ko sem ponovno bral Goffmana, oziroma ko sem pregledoval
knjigo in pa pisal sprejemno besedo, me je to, bi rekel, najbolj inspiriralo v tem smislu, mi moramo govoriti, ker on da tudi tam nastavek prav, so, bi rekel, storitveni poklici popravljalni, ampak tudi tak kot arhitekta, ki pa nekaj naredi, ki so pa ustvarjalni. In zdaj rečemo, nekako, tisto, jaz tle zamenjam besedo ustvarjalno z tem popravljanje ali pa omogočanje. Se pravi, rečemo, nekako, to je, bi rekel, ta model, ki mora nadomestiti medicinski model kot popravljalni storitveni model. Se pravi, mora biti storitve, ki omogočajo človeku nekaj. In še ena stvar, ki je fascinantna pri totalnih ustanovah nasploh, pri Goffmanu pa še posebej, in se skriva v tistem delu o podstalnem življenju. Tam je, rečemo, nekako, tam človek zaživi. Tam človek zaživi in tudi konec koncev vidimo, da pravzaprav ta arterijska kri, ki nas poganja, je pravzaprav ravno to, da moramo odstopati od pričakovanj, od predpisov, ki nam jih neka taka formalna organizacija, kot so tudi totalne ustanove, pa ne samo totalne ustanove, nalaga. Da ravno tema, ko naredimo nekaj po svoje, da tam se začutimo, kot da smo ljudje, ker sicer bi bili roboti. To je, bi rekel, zdaj, ko beremo Azile, je to, bi rekel, nekaj spodbudnega pravzaprav. Nekaj spodbudnega v tem, da s tem poglavjem Goffman pokaže, da so to, bi rekel, ne glede na to, da se znajdejo v takih razmerah, da so ljudje še zmeraj geniji. Da lahko tam izumijo, si izmislijo, ustvarjajo, bi rekel, paralelno socialno strukturo in tako naprej in tako nazaj. To je, bi rekel, tisto, kar fascinira in kar pravzaprav pomeni tisto zaresno humanizacijo pogleda v totalno ustanovo. Tisto, kar nas pa mora zanimati zdaj, on to poglavje konča tako, bi rekel, zelo dobrim razmislekom okoli tega, ko citira, se ne bom zdaj spomnil, katerega disidenta, enega od teh slavnih disidentov, Česlava Miloša. In ko pravi, da pravzaprav rečemo nekako ta to, da se človek upre totalitarizmu, da pravzaprav da človeku dušo. In potem sprašuje okoli tega, rečemo nekako Goffman, ali če mi tega ne bi imeli, če ne bi imeli totalne ustanove, pravzaprav, a bi imeli ta, bi rekel, to satisfakcijo, to človeško potezo, da se upremo nekemu sistemu, da se upremo, da izneverimo pričakovanja, ki jih ima formalna organizacija do nas in tako naprej. To Goffman pusti odprto, jaz bi tudi to pustil odprto, ker to je, rečemo, pač ta del dezinstitucionalizacije, ki se nikoli ne neha. In se nam ni treba biti, da bomo se znašli v nekem svetu, kjer tega ne bo, ker to vedno bo. Upimo, samo da bo, rečemo, bolj obvladljivo, pa da bomo znali boljš ravnati in da nas bo manj ponižali, kot nas ponižuje danes. Hvala. Hvala vam vsem trem za te bogate odzive. Meni se marsikakšna asociacija sprožila, ampak se bom zdaj malo zadržala, pa bi kar povabila v resnici vse prisotne za kakšnemu komentarju, misli, vprašanju, karkoli, kar veliko vas je tukaj, tako si želim, da bi se mogoče kdo kaj opogumila, kaj pokomentirala. Če ne bi en drug, mora Bojan kaj povedati.
pa se dela, da ne slišiš. Ali pa res ne slišiš. Mogoče ravno na WC-ju. Je odstopil od pričakovanj formalne organizacije. Je umaknil v podtalje. Sicer lahko tudi, če se odvihte s kakšno sekundo, ko bomo mi spet kaj začeli razpredati, razpravljati, lahko tudi v chat kaj zapišete, bo zelo dragoceno. Tudi zagrabiti kakšno temo iz poslušalcev, tako da zelo vabljeni k tej potezi. Jaz bi pa tako izmed vsega zdaj, kar ste načeli ali pa odprli, mogoče pograbila ta element, ki se mi dostikrat zdi, da je v teh debatah o deinstitucionalizaciji z uporabo Goffmana zelo prisotna. Saj tudi sama sem se s tem srečevala v svoji praksi, ko sem še delala v totalni instituciji. In sicer vsakič, ko sem poskušala opozarjati na vidike Goffmana, se mi je dogajalo, da sem slišala argumente v smislu, da danes so pa institucije povsem drugačne. Tudi recimo kasneje na pedagoški fakulteti, ko smo z letniki odhajali na terene, na obiske teh institucij, je dostikrat zelo zlahka padel ta argument v smislu, da so pa bazeni, rešetk več ni in podobne stvari. Tako se mi zdi kot nek zelo prisoten tak argument za diskreditacijo tudi ali pa za neko zanikanje vrednosti Goffmanovih ugotovitev. Vito, ti si že prej omenil te vzgibi, da so Goffmanovi azili preživeti, da je navaden larifari, s svojimi besedami. Špela, ti si dosti govorila tudi o tem, kako so študentke, takrat Lucija izpostavili to, da je lahko še enkrat to naredimo, kot da je teren še vedno ostal nespremenjen. Andreja, ti si pa tudi načela to vprašanje nekega čutenja azilov še danes, ker si verjetno pred kratkim doživljala stvari, ki si jih opisovala. Tako da nekako mi je to, nekako sem hotela to odpreti zdaj, kako se odzvati na te pomisleke, a veš, na te banalne pripombe, da so se institucije humanizirale. Goffman vsem svojim delom kar dosti opozori na to, ali pa saj nakaže na to, da verjetno taka humanizacija sploh ni mogoča, sploh pa ne prek takih banalnih sprememb, kot so neke luksuzne posle ali pa kaj podobnega. Tako da, ne vem, mogoče kakšen komentar, zdaj ne bom naštela imen, da se pač odzivate, kakor želite. Andreja, ti si pa že kar neki performance, ne? Ja, tako sem hotela povedati, da so slovenske inštitucije res veliko korakov naredile k nekemu socialnemu modelu. Takrat, po letu 2000, ko so se začele stvari vrteti v hrastu, to se mi zdi, da je to, kar rečejo socialni model, ali pa tako izboljšanje življenja v inštituciji, ali pa preselitve ljudi, Urška je tukaj, ki je bila ena izmed ključnih akterk tistega časa in trenutnega, so naredile veliko korakov k temu, da so se začeli zavedati pravic ljudi, da so šli ljudje ven iz pidžam, da ne delajo več takega haloja okrog tega, če nekdo pač po noči ne spi. Naredile so tudi, nekaj časa so res vzele to osebne načrte, pa poskušale uresničevati vsaj ene delčke življenja ljudi. In slovenske so en tak velik preskok bil narejen. Zagotovo tudi so se v tistem času številni zaprti oddelki odklenili. So bili še vedno varovani in tako dalje, ampak so se odprli. Zagotovo veliko takih dobrih praks in vedno, ko se s komerkoli od kolegov ali pa kolegic, ki so bili del teh praks, pogovarjam, ko govorijo o tem nekim žarom v očeh. Urška, kadar govori o tem, kako so odklenili vrata v Dutovljah, pa skupaj z uporabniki napisali tako javno pismo o tem, da je treba vrata odpreti. To je nekaj, kar vidiš, da so ljudje, ki so bili del tega, tako žareli ob tem in podobne stvari.
Tako da ja, ne, tukaj ni za oporekati ne veliko, ampak vse te zadeve, tako se mi zdi, že kot so leta 65, 66, Bazalja in njegovi kolegi v Gorici ugotovili, inštitucije vedno znova naletijo na svoje naravne meje. Še vedno dokler so ljudje tam zaprti, dokler nekdo drug ima moč sprejeti končno odločitev o tem, kako bo tekel tvoj dan in tvoje življenje, pravzaprav se nič ne spremeni. In zares ne more, tudi v Gorici, ki je ta model, tako zgled terapevtske skupnosti in tisto, kar se je tam dogajalo, verjetno nam še danes lahko marsikje za zgled vzamemo, toliko let zatem. Ampak še vedno je bilo zelo jasno, da je tam ostala inštitucija, da konec koncev je nekdo drugi se odločil, ali gre lahko človek ven ali ne. Kljub temu, da so se to na nekih skupščinah skupaj odločili. Tako da ja, vedno znova, tako in tudi zdaj, ko delamo zdaj trenutno sta 2 pilotna zavoda v Sloveniji, Dutovlje pa Črna na Koroškem, je zelo jasno, da ko se lotevamo razgradnje teh ustanov, da se moramo lotiti vedno znova, vedno istih stvari. In sicer tega, Goffman sicer ne govori o apartheidu, ampak delitve med osebjem, sveto osebja in sveto stanovalcev. To vstopimo, tudi ko še danes vstopimo v te ustanove, vidimo zelo jasno to ločitev. In ko gremo v stanovanjske skupine teh zavodov, vidimo tega malo manj, ampak še vedno se to ohranja in ostaja. Tako da, bolj vidimo ta uniformiranost, še vedno obstaja, delo na oddelkih, posebni prostori za zaposlene, zaklenjena vrata. Tudi če so vrata zavoda zdaj odprta, čeprav zdaj v času korone vsi vemo, da niso, da so ljudje od marca naprej zaprti v teh zavodih. In tako dalje, ampak vedno znova, elementi totalne inštitucije se vedno znova pojavljajo, vedno znova obstaja ali bodi si slabši ali pa zaprti oddelek, ki lahko vsakemu človeku posebej grozi. Tako da, ja, Goffman je še vedno zelo aktualen v teh ustanovah, zagotovo, in ga lahko vedno znova in vsak dan znova uporabljamo. Tisto, kar je težko, je pravzaprav, da te inštitucije, takšne kot so, ne rabijo pravzaprav nič narediti, zato da obstanejo. Samo so. Zato, da jih pa ti spremeniš, pa da zbežiš stran od tega, kar Goffman opisuje, pa moraš vedno znova vsako stvar, vsako malenkost na novo dokazovati. Vedno znova moraš pokazati, zakaj je banalnost, ampak vedno znova moraš pokazati na to, zakaj je pomembno, da človek lahko sam zbira ali bo pil kavo ali kapučino. Vedno znova moraš povedati, zakaj je pomembno, da ko delaš novo stanovanje, stanovanjsko skupino, da si jo ljudje sami izberejo, s kom bodo živeli. Neke te samoumevnosti vsakdanjega življenja, tudi ko vstopaš v ta proces razkrojevanja totalne inštitucije in ko vsaj na deklarativni ravni so vsi ljudje za to in so svojo zavestjo šli, je potrebno vedno znova dokazovati osnovne, niti ne človekove pravice, ampak to, kar vsi se odločamo v vsakdanjem življenju. Tako da ja, mislim, v tem smislu, ja, če vzamemo zares dezinstitucionalizacijo, pa hočemo karkoli zares narediti, moramo Goffmana zelo resno vzeti. In druga stvar, zakaj je tudi aktualen, je pa tudi ta korona. Ker na eni strani lahko rečemo, da je korona zelo okrepila inštitucije in zaradi te korone tudi ne smemo nič, v bistvu nas onemogoči, ne smemo nič pravzaprav narediti. Na eni strani je v nekaterih ustanovah zagotovo, vsaj nekaterih, ki jaz poznam, še bolj ojačala ta
to mašinerijo. Zelo hitro so se lahko vrata zaklenila, zelo hitro so se lahko oddelki spet zaklenili, zelo hitro se je lahko pošta oziroma paketi so se odvzeli uporabnikov. Zelo enostavno smo lahko neke procese dehumanizacije znova upeljali. Na drugi strani imamo tisto, kar so dobre strani te korone, da tisti zavodi, ki so zaradi svoje prostorske stiske bili prisiljeni preseliti ljudi, ko so imeli te 3 cone, rdečo, sivo in zeleno, in niso mogli teh con ustvariti znotraj svojega zavoda, so mogli ljudje ven preseliti in so ljudje šli živeti in v hotele in v telovadnice, smo videli po televiziji, nekateri celo v kakšno stanovanje in podobno. Tisto, kar pa je to pokazalo, je to, da koliko je enostavno ljudi preseliti in da so bili tudi ljudje, ki so delali v teh zavodih in direktorji presenečeni nad tem. In da se pogovarjaš z njimi in pravijo, s to žensko pa so bili sami problemi v zavodu, zdaj pa tukaj pa čisto normalno pa lepo funkcionira, ne dela nobenih problemov, da so ženske, ki delajo z uporabniki že 23 let in 30-20 let in več, presenečene nad tem, ko živijo nekje drugje, da pa saj ni nič takega, če gremo mi cela skupina ven na travnik, pa gre nekdo gor v svojo sobo, pa je tam, se nič ne zgodi, je čisto v redu, da je fajn, da se sami odločajo, kje se bodo gibali in kako. In potem tudi to, da so v teh manjših skupinah, da lahko da lahko vsak malo po svoje si organizira dan, da lahko se malo izmenjajo hrano, pa da se lahko tisto, kar je neka dogma v inštituciji, da vsak mora isto dobiti in da če nekdo dobi repete, da morajo vsi, ampak da je pa čisto v redu v takih manjših prostorih, da če nekdo pač ima težave s težo, sam pri njemu malo popaziš, kaj je, pa kako bo pojedel, ostali pa lahko si sami organizirajo ta del. Tako ta koronavirus je pokazala na eni strani, da še vedno ljudje, ki živijo v inštitucijah, nimajo enakih pravic, niti približno kot mi. Nihče ni pomislil, kljub temu, da smo mi vsi zaprti, da imamo omejitve in tako, ampak nihče ni pomislil, da bi nas od marca meseca naprej zaprl naša stanovanja oziroma vrtove. In da bi lahko samo v spremstvu, naprimer, policije, nekih stražarjev ali pa kogarkoli šli ven se sprehajati. To je prva velika, tako da na tej strani je korona veliko tega pokazala, da lahko, če živiš v ustanovi, si bistveno bolj ranljiv, ne samo za koronavirus, ampak tudi za nasilje. In druga stvar, ki je pa pokazala, pa je to, da kako je lahko v bistvu pravzaprav organizirati oskrbo v skupnosti. Da smo zmožni in da lahko to naredimo iz danes na jutri in da ljudje, ki delajo v zavodih, znajo to delati, pravzaprav, da je to v njih. In da lahko čez noč, mobilni tim lahko v enem tednu organiziramo, da odlično funkcionira. Tako da pač Goffman je aktualen še danes, ampak pač vemo pa tudi zelo enostavno, kako mu ubežati oziroma vse poskusiti pobegniti čim hitreje. Da pa predajam besedo naprej, Vicetu pa Špeli. Jaz nimam kaj dosti tukaj za dodatno. V bistvu sem imela neke podobne ideje tudi v zvezi s tem, kako je recimo lahko neka kriza, zdaj smo recimo tudi sredi ene take krize, mislim, kako je ambivalentna, kako ima lahko na eni strani obete nečesa razdiralnega, po drugi strani pa tudi nekih konstruktivnih potencialov in nekih inovacij, novih možnosti. Se mi zdi, da je tudi pri pogledu na totalne institucije prav podobno, to si Andreja, se mi zdi, zelo lepo rekla, hkrati lahko neki duhovi preteklosti popadajo, veš, kot ali neki okostnjaki iz omare, ko se stvari zaostrijo v neki krizi in lahko zelo hitro spet se začnemo posluževati nekih dehumanizirajočih praks, nekih degradirajočih zaklepanja in tako naprej. Na drugi strani nas pa lahko pač okoliščine pripravijo do tega, da iščemo poti, ki bodo peljale pa v skupnost. Tako da dajmo okrepiti to drugo.
Hkrati pa se mi zdi, da problem je v tej kontinuiteti. Institucije so velike, so take vztrajne, in seveda ne moramo kar pretrgati te kontinuitete, in meni je problematična že sam ta prostorska, kaj šele potem neka ta širše formalni okviri. Recimo velikokrat se spomnim, ko pridemo kam na obisk v kakšno veliko ustanovo, najprej zgodovinski pregled. Nam predstavijo, kaj vse se je tam že krutega dogajalo, kaj so ljudje tam že prestajali, kje so bili zaprti, kot del neke preteklosti. Ampak še vedno smo v isti stavbi, in ta občutek, ko se kakšna stvar spremeni, ko se stvari zaostrijo, ni daleč do tega, da se kaj takega začne tukaj notri spet izvajati, ker se je pač že izvajalo, in je nekje v tem imaginariju še prisotno. Tako da jaz mislim, da tudi pač premik stran od teh velikih stavb, razpršitev, da bi tudi to lahko pomagali, čisto neki fizični premiki, Toliko na tem mestu mogoče. Vito, še kaj? No, jaz bi se malo vrnil od korone, pa pol spet koroni, ampak rečemo o tem, kar je Darja rekla, v tem smislu, kako marsikdo, direktor kakšne ustanove ali pa predstavnik ustanove reče, naša ustanova pa ni taka, kakor jih Goffman opisuje, Imajo prav, ker seveda, rečemo, nekako, tako kot tudi sam Goffman prav, nobena ustanova nima vseh značilnosti totalne ustanove in tudi in še dodaja nobeno značilnost, ki značilnost totalnih ustanov ni samo njihova značilnost, in tako naprej. To me je spomnilo na eno anekdoto, ki mi je povedal Bojan, pa je takrat, ko je bila prenova vzgojnih zavodov, ker je to vodil nek gospod Lapuh, ki je bil uradnik na takratni skupnosti za izobraževanje ali nekaj takega. In je imel ta sredstva na razpolago, s katerim naj bi se zavodi prenovili, predvidoma v neke skupnostne službe. In je rekel, ta gospod je rekel, da so točno vsi direktorji prišli k njemu in so rekli, se strinjamo s tem, to, kar je Skalar napisal, pa njegova ekipa v teh smernicah, to takoj podpišemo, ampak naša ustanova je pa nekaj posebnega. Ima svojo specifiko, zaradi katere jo moramo obdržati. Tako nekako je bilo. Tako da rečemo, nekako to se mi zdi tako, da po eni strani, vsaka ustanova je specifična, in je tako, kot so tudi neponovljiva, ampak imajo pa, bi rekel, neke skupne značilnosti, ki ne samo lahko opišemo, ampak tako, kot je Andreja pokazala, začutimo, ko vstopimo v nek prostor, tako kot je tudi Kastel to komentiral. Zdaj tisto, kar je, ker jaz bi nadaljeval pa tam, kjer sem tudi končal, rečemo, tisto, kar ni bilo, so pa te skupnostne službe, ki zdaj obstajajo. To pomeni, rečemo, kaj sem gledal, če vzamemo to, da so totalne ustanove nek zločin nad človeštvom, ta zločin, bi rekel, ravno te skupnostne službe ta zločin naredijo še večji. Ker če je bilo, bi rekel, nekako videz samoumevnosti pa naravnosti totalnih ustanov v času, ko je Goffman o tem pisal, rečemo, je zdaj ta samoumevnosti ni več. In poznamo zelo učinkovite načine, kako zagotoviti to, čemer so deklarativne ustanove namenjene zunaj ustanov. Tako da rečemo, je to, bi rekel, še večja sramota, še večji greh, še večji zločin, kot je bil v 60-ih letih.
čeprav so rečemo, nekako vse to, kar je prej Andreja rekla, seveda drži. Ne. Zdaj rečemo, nekako tisto, če gremo pa na korono, lahko vidimo, rečemo, nekako, da ne samo to, da korona omogoča ponovno zapiranje ali pa zategovanje, tokrat ne pasu, ampak česa drugega, glave ali pa bolj spodnjih udov, tako da rečemo, nekako je, ampak pravzaprav, to, če analiziramo, da je več kot pol ljudi, mrtvih ljudi, rečemo, nekako stanovalcev teh ustanov, je pol to, vidimo, da ne samo, da gre tle, da so pravzaprav totalne ustanove glavni povzročitelj negativnih, fatalnih izidov korone. In zdaj tle tudi nam Goffman pride seveda prav, rečemo, nekako, seveda najbolj očitna stvar je to, da velika koncentracija ljudi, velika koncentracija ljudi, ki je na enem mestu, in kjer se lahko seveda nalezeš. Ampak pa še dalj pa lahko vidimo, rečemo, nekako je tisto, kar je, če gremo en korak naprej, pa vidimo, da je tudi to opredmetenost ljudi, ki mogoče tudi ni treba, bi rekel, to tako vzeti, kot rečemo, kaj se ima, da so pa zdaj, rečemo, ljudje, ki delajo v tovrstnih ustanovah, neki nacisti, pa da gledajo na svoje, pač oni gledajo na ljudi kot predmete, s katerimi morajo delati. Seveda, rečemo, lahko to pripelje tudi do groznih razmer, kot je v Avstriji pripeljali, ker je bila serija umorov pač v nekem domu, ki se, sem prepričan, tudi pri nas dogaja, sam, rečemo, ne v takem obsegu, pa ne tako zelo brutalno, ampak, rečemo, nekako so se ljudje hoteli olajšati delo, niso bili zlobni, ampak to so bili pač, rečemo, ljudje, ki so se preveč pritoževali, ki so jim poslabšali dan, jih dodatno obremenili in tako naprej, in pa, ker jih niso videli kot ljudi, so se jih pač losali. Tako, Nils Kristi, zelo dobro, ko je analiziral, kdo od norveških kolaborantov v koncentracijskih taboriščih je bil človeški, pa kdo je bil pasji, je videl, da človeški so bili tisti, ki so si dopustili, da so spoznali taboriščnike kot ljudi. V glavnem so bili iz Jugoslavije po nekem naključju, ki so jim kazali slike svojih sorodnikov, ki so jih prosili za ogenj, ki so pogadili kakšen cigaret skupaj in tako naprej. To je impregnirali, to je imunizirali, rečemo, ljudi od tega, da bi postali zveri. In to govorim zdaj zaradi tega, seveda tle govorimo zdaj o ekstremnih zadevah, ki rečemo, jih, tle gre pa bolj za to, da rečemo, nekako tisto, kar ima nekdo, ki možnost, ki prejema oskrbo na domu, ki živi, bi rekel, doma, ima ipak, je človek, ki ostane doma, ima možnost se odločati, ima možnost odločati, ali bo kaj bo s tveganjem počel, ki ga je deležen. A njegova prioriteta to, da ostane zdrav, ali da vidi svoje vnuke. Pa mogoče tudi prej umre. Je to njegova stvar. Zdaj rečemo, nekako, ko je pa postane predmet v ustanovi, pa pride do dvojega. Prvič ga vnuk, oziroma ne zdaj vnuk, ampak osebje ga ne vidi kot svojo babico,
ampak kot bi rekel, nekaj, s čemer mora početi in se tudi pač rečemo, obnaša drugače kot vnuk, ki mora tudi analogno oziroma paralelno sprejeti podobno odločitev, ne? Ali bo žuriral, ali se bo pazil pa obiskoval babico. Ne? Tle rečemo, nekako, če tle, ko je zaveza samo družbena, ne pa tudi človeška, je pa to, bi rekel, postane bolj vseeno. Tako da rečemo, nekako tisto, kar še poveča tragedijo v ljudi, ki so zboleli za covidom v ustanovah in potem umrli, je pa to, da so pravzaprav pasivne žrtve. Prvič, niso mogli nič narediti, niso se mogli postaviti, so bili tam na milost in na milost. Drugič, rečemo, nekako, oni so bili noter, so bili, bi rekel, zelo malo se je zaprl dotok. Vendar pa rečemo, nekako v nasprotju s tem, kar se dogaja v športu, kjer poleg športnikov v mehurček stopijo tudi trenerji, pa serviserji in tako naprej, osebje ni bilo v mehurčku. Osebje so bili prenašalci in prenašalci okužbe, stanovalci pa zgolj žrtve. In še ena stvar, ki je pa rekel, tlena pa Goffman manj pomaga, bolj Foucault, je pa to, da rečemo nekako tisto, kar je problem, ki ga vsak dan doživljamo pravzaprav v koroni, je to pravzaprav rečemo razreševanje protislovja med dneva paradigmama, ki takrat, ki je Goffman pisal, niso obstajala. Se pravi, med to, bi rekel, razpršeno paradigmo, kjer se ljudje samo odločajo in v koroni tudi samo izolirajo, ne da jih nekdo samo izolira, ampak da se sami odločajo, kako se bodo spopadali s tem in tako naprej in uravnavajo svoje stike in tako naprej, kar je očitno ena od bolj efektivnih metod, ampak ne, kakor pravijo tudi zdaj na Švedskem, nezadostna. Pa imamo pa, bi rekel, nasprot tega pa to centralistično odločanje, ki rečemo, zame, ki sem prebolel korono, me čisto povozi. Jaz sem zdaj, rečemo, imun in nisem kužen, ampak moram nositi masko, moram, rečemo, upoštevati vse omejitve, kakor če bi bil kužen ali pa dovzeten za okužbo. Se pravi, to hočem reči, ampak to je še majhna stvar. In sem jo tudi pripravljen nositi zaradi splošnega blagorja in tako naprej. Ampak kakorkoli, tisto, kar sem hotel reči, tisto, kar nas frustrira vsakodnevno, je to ne samo nelogičnost. V vojski so rekli, zašto ima kasar na kapiju? Zato, da logika ne uđe. Ker rečemo, kljub temu, da so kakor racionalne te ustanove, je tle, bi rekel, ali pa bi rekel, vladanje ljudem nasploh se predstavlja kot racionalno, v resnici je pa totalno zblojeno, kar zdaj vidimo. In ki dobivamo vsak dan drugačna navodila, pa ne samo zato, ki bi se popravljala, pa ki bi se spreminjala slika, pa tako naprej, ampak ki so, rečemo, v nasprotju en z drugim in tako naprej. In to je poprava zdaj teh raznih pravil in tako naprej, ki se noben več, vključno z Hojsom, pa Kacinom, pa tem, ki nam govorijo, ne znajdejo več v njih. No, ampak tisto, kar sem hotel reči, to, tisto, kar je problem, niti ne ta nekonsistentnost, ampak ta centraliziranost, pa neselektivnost, pa nediskriminativnost, rečemo, nekako, in zato tudi te ukrepi niso učinkoviti.
Ne? Zato, ker rešimo nekako, ker jih težko vidimo kot smiselne, zato, ker niso povezane s tem, kar se mi odločamo in tako naprej. Ne? Tle bi rekel, če vzamemo, rečemo, to, kar je Goffman opisoval kot tezo, ne? In dezinstitucionalizacijo kot antitezo, ne? Ampak dezinstitucionalizacija na nek način tudi sinteza, te antiteze, ne? Je sinteza, ne? Ker konec koncev moramo tudi še vedno spraviti stvari v nek skupen modus operandi, ampak tisto, kar vidimo zdaj, da nam manjka, je tako, da se ljudje med sabo dogovarjajo, ne pa da dobivajo befele od vzgori, pa z leve, pa z desne, pa včasih tudi od spodaj. Od spodaj ne mislim v tem smislu, da od ljudi, ki imajo majhno družbeno moč, ampak da nas nekdo, da nam jih nekdo vtakne v rit. Tako da rečemo, nekako tisto, kar sem hotel reči, tle imamo, ne samo ustanove pa utečen sistem, ampak tudi paradigmo, ki ta paradigma, ki jo hočemo zamenjati, ki sloni na eni močni aksiomatiki, in ljudje si v tem trenutku krize, še da si rečemo, tudi čeprav je rečemo, naprimer, Cveto Uršič govoril o dezinstitucionalizaciji polet, ko so ga na televiziji sprašvali o koroni pa tako naprej. Zdaj se mi zdi, da se skoraj ne upa več tega reči. Ker rečemo nekako ta aksiom, da mi rabimo, bi rekel, domove za stare, je dobil neko moč, ki jo rečemo, kaj se ima, dodatno moč, ki jo prej ni imel. Pa že itak je močan. Medtem, ko rečemo pri dezinstitucionalizaciji, dezinstitucionalizacija pa je antiaksiomatska, je pa bolj algebraična, je pa bolj seštevanje, pa množenje, pa so pa, bi rekel, stvari, ki se rečemo nekako, ki pa imajo neko logiko, ki jo izpeljamo ven iz nekih etičnih postulatov. In to je, po moje, zdaj en od glavnih, če gledamo zdaj tako, bi rekel, bolj globalno, pa bolj na široka, en od glavnih spopadov. Ko živimo še v nekem mešanem režimu in se spopadata dve paradigmi, in tudi konec koncev, tisto, kar je, včasih smo govorili, da so ustanove toliko močne, točno to, kar je prej Andreja govorila, da ne rabijo svojih zagovornikov. One preprosto tam so. Tam so kot zgradbe in kot aksiom. Medtem, ko rečemo nekako, ampak zdaj, tisto, kar je dobro, je pa to, da ljudje pač rečemo, ki imajo od tega, da to še obstaja korist, jih morajo začeti zagovarjati. Zdaj se treba, in zdaj je možna razprava okoli tega, in so možne neke sinteze, ki jih dezinstitucionalizacija mora pomeniti. Ok, zdaj jaz sem vmes, kot prej povedano, začela pogledovati na uro in imam to nehvaležno pazniško vlogo čuvanja časa. Vmes smo prejeli tudi eno vprašanje iz publike, tako da vas zdaj tri sprašujem, kako ste še s časom, bi vam uspel še en komentar na to zaključno temo, ki je po mojem tudi dobra za zaključek srečanja danes. Ok, pa gremo še v to, če vprašanje prišlo. In sicer Jasna mi je pisala, se mi zdi, da je zdaj večkrat bil že omenjen pojem skupnostnih služb. Vito, ti si ga tudi omenil, tudi prej Andreja Špela, z nekim pozivom k umiku stran od teh velikih hiš mogoče. Pa sem tako najprej tudi sama pomislila, da razmišljanje o teh skupnostnih službah se da skrat pojavlja
v tem kontekstu pogovorov, kaj narediti, da institucija ne bo potrebna, v smislu, kaj narediti, da bi ljudje lahko šli ven iz institucij. Po drugi strani se pa lahko tudi sprašujemo, kako ljudi v resnici zadržati v skupnosti, da sploh ne bi rabili odhajati v institucije, no, kot neko drugo vprašanje, zelo sorodne narave, v smislu mogoče ne samo skupnostne službe, ampak skupnost kot taka, kot nek cilj, na katerega lahko kakšne svoje prizadevanja usmerjamo. No, in evo, glih v tem stilu nam je pisala tudi Jasna, ki jo nekako zanima, kaj so najboljše alternative totalnim institucijam, se pravi, kaj so lahko neke naše pobude delovanja mogoče v skupnosti na raznih teh ravneh. Zanima se pač za dobre prakse, kaj bi lahko nekako zmanjševali pomoč in velikost v vseh pomenih teh institucij. Tako da mogoče bi bila to lahko tudi neke vaše zaključne misli ali pa prispevki, pobude, kakorkoli. Hvala, Jasna, za tvoje vprašanje. Evo. No, kdo bo zdaj to povedal? Začni, Andreja, če imaš kaj. Nimam tako, mislim, po mojem, da vsi tako približno vsak lahko nekaj na to odgovori, no, ampak ja, mislim, ne, alternative zagotovo tako, ne, je skupnost in zagotovo je krepitev skupnosti, to je tisto, kar pravzaprav naše prizadevanje k dezinstitucionalizaciji sploh omogoča in tako dalje, ne. Zdaj, mislim, mogoče ena stvar, ki je bila na začetku zapovedati, je to, da ponavadi sam prevencija institucionalizacije ni dovoljno, da je treba se lotiti same inštitucije in začeti zmanjševati institucionalne kapacitete, ne. Zagotovo pa so alternative in obstajajo, ne, razne vrste, če rečemo tako, krovni pojem bi lahko bile razne vrste terenskih služb, ne. In tukaj mislimo od osebne asistence do nekih oblik, ne tako kot naš zakon definira pomoč na domu, ampak neko način, pomoč človeku doma in izven doma, spremstvo, druženje, nega, karkoli od tega, kar lahko pomislimo, no. To je neka taka stvar. Potem, pomoč v raznih kriznih situacijah, ko so ljudje v stiski, prebežališča, ja, ne, da se imajo ljudje možnost nekam umakniti, ne, ampak ne zelo pogosto govorijo ljudem, da je doma slabo, da je v skupnosti slabo, ne, zagotovo je včasih, ne, ampak ne rabimo za to, da se človek nekam umakne neke velike zgradbe, kamor rabimo, ne, včasih neke začasne namestitve, da se ljudje eden od drugega spočijo in podobne stvari. In ustvarjanje nekih mrež v skupnosti. No, to so tako zelo različne alternative, ki jih poznamo, ne, in tako ena takih od boljših alternativ, gotovo v svetovnem merilu je, ne, tam čez mejo Trst, ne, kjer lahko pogledamo, kako funkcionira, ker se lahko že 50 let skoraj, ne, opazujemo, kako lahko dobra mreža skupnostnih služb pravzaprav deluje, ne. Poleg teh, ne, služb, ki so vezane pravzaprav direktno na oskrbo, ne, potem je zagotovo potrebno zagotoviti neke zaposlitvene možnosti za ljudi. Ne, kaj bodo ljudje počeli, kaj bodo delali, kako bodo živeli, ne. To je še nekaj, kjer lahko skupnost, ne, ustvarja nek zadružne, kooperantske načine skupnega dela in ker nekaj človekovo življenje ni samo oskrba, človekovo življenje, če ga totalna ustanova zoži samo na eno vlogo in to je ta vloga varovanca, pacienta, karkoli že, v skupnosti moramo jačati te različne vloge in jih poiskati. In pa stanovanje. Stanovanje so zagotovo ena izmed stvari, ki je vedno znova, moramo vedeti, kje bomo živeli. In tukaj je treba tudi vzpostaviti neko mrežo dostopnih stanovanj za ljudi, ki živijo v zavodih. Ker moramo vedeti, da tudi to, da v domovih za stare ljudi niti ni to toliko pomemben element, revščine in podobne stvari, ampak moramo vedeti, da
ustanovah za odrasle in otroke živijo pravzaprav najrevnejši del prebivalstva. Tako da ne tisto, kar ne moramo omogočati, pravzaprav ne pokriti celotno življenje posameznika, če želimo pravzaprav zagotoviti alternativo inštituciji, ki bo vzdržna. Ko to pa rečem, da moramo vse to zagotoviti, pa niti približno ne mislim tega, da moramo najprej to zagotoviti pa počakati, ko bomo imeli dovolj stanovanj, pa ko bomo imeli dovolj služb v skupnosti, potem se bomo lahko lotili inštitucij. Ne ravno obratno, mi se moramo lotiti inštitucij in jih razgraditi zato, da bomo lahko te resurse, ki uhajajo zdaj v inštitucije, uporabili v skupnosti in tam ustvarili neke nove, inovativne oblike oskrbe. Tako da mislim, da tisto, kar je, mogoče še za zaključek, tisto, kar je zares vprašanje, sem to, zakaj se tega še nismo naredili, če vemo kako in če lahko v veliko različnih prostorih si to ogledamo in pogledamo. In ne samo zdaj tako, v Italiji, pa Angliji, pa skandinavskih državah, ampak tudi v državah, ki so povsem primerljive za Slovenijo, kakor je v Osijeku bilo nekaj cajta, kakor je na Češkem in podobne stvari. Jaz bi še tle temu, kar je Andreja zelo dobro zdaj povedala, dodal še 3 misli. Ena je to, bi rekel, to, kar jaz dostakrat uporabim to krilatico, da če totalna ustanova en odgovor na 1001 različen problem oziroma človeško stisko in tako naprej, je dezinstitucionalizacija iskanje 1001 odgovora na eno stisko. To se mi zdi, da je ena stvar. Druga stvar, ki bi jo tukaj povedal, je ta, da seveda najboljša prevencija institucionalizacija, se pravi tega, da ljudi grejo v inštitucije, je to, da v inštituciji ni več. Tako je Bazalja rekel, takrat si pa ljudje na terenu, strokovnjaki na terenu, ki morajo poskrbeti za ljudi, ki jih ne morejo pustiti kar same sebi, so prisiljeni izmisliti, dokler obstaja neka, kako rešiti nekaj. Tudi če se zdi na prvi pogled nemogoče, je treba najti neko rešitev, medtem ko inštitucije imajo, bi rekel, to funkcijo, da človek, ki dela na terenu, to preloži v inštitucijo. Še ena stvar, ki bi jo tako za na koncu rekel, ko sem se poslavljal v Hrastovcu, ko se je nehal moj mandat, oziroma ko so me odslovili, je Josip rekel, direktor, rekel, poglej, Vito, ne se bati, mi bomo zdaj to, kar smo skupaj ustvarili, ohranili, ne bomo šli pa naprej. Jaz sem takrat rekel, in nažalost sem imel prav, je rekel, da če ne bo stvar šla naprej, bo šla nazaj. In tudi tako se je zgodilo. Obrnil se je tok ljudi v ustanovo, obrnili so se, bi rekel, se pravi, rečemo, to hočem reči, s tem hočem to reči, da ni to važno, a mi poznamo eno metodo, ali smo sposobni izvesti, kakor to, da imamo, bi rekel, to odločenost in tudi moč, da to izvedemo. To je, in konec koncev, rečemo, tako kot je inštitucija vprašanje moči, je tudi dezinstitucionalizacija vprašanje moči. Pa ne samo vračanja moči ljudem, ki jim je bila odvzeta s tem, da so jih postavili v inštitucijo, ampak tudi generiranje neke moči v skupnosti. Tisto, kar rečemo, nekako skupnostne službe ne smemo razumeti samo kot nekaj, kar je locirano v skupnosti, ampak nekaj, kar
kar odgovarja celi skupnosti, ker je skupnost, v kar je skupnost vključena, od česar skupnost tudi nekaj dobi. In to se mi zdi, da je rešimo nekako tisto, kar nas more gnati naprej, ker rešimo konc koncev to, da ljudje, da še toliko in toliko ljudi živi v inštitucijah, bi lahko rekli za nas, ko smo odzunaj, pa se to ni naš problem. Je naš problem. Zdaj rešimo, zakaj in kako bi lahko zdaj nakladal še za eno rundo. Tisto, kar hočem reči, to, da inštitucije obstajajo, ne vpliva samo na življenje ljudi, ki so v njih, ali pa ki bi utegnili biti v njih zaradi svoje nalepke, ampak naslednjega od nas. To bi rekel, strukturira naše življenje, našo ubogljivost ali upornost in tako naprej. Vito, si končal? Jaz nimam kaj veliko dodati, nekaj malega, pa vendar le bom, pač podprem to, kar sta rekla, predvsem tudi sama sem hotela temu množstvu oblik v bistvu dati, predvsem poudarek, res raznolike, lokalne, samonikle, umestne, take in drugačni odgovori, ki se porajajo iz različnih potreb, ne da se jih presajati, ne da se jih uvažati, izvažati, zrast morajo iz tam, kjer pač živi posamezni človek oziroma skupina ljudi. Ravno ta umestnost, samoniklost, nestabilnost nekako pa verjetno odpira tudi to vprašanje, da so skupnostne oblike, odzivi nekako bolj na prepihu. Lahko pač pride en odlok novega protikoronskega zakona in se čez noč zdi, da ukine recimo neko financiranje in tako naprej. Tako da bi po drugi strani rada tudi to poudarila, da mora biti ta civilna družba, pa nevladni sektor, pa ne samo to, da mora biti pač tudi močno podprto, da mora biti nekako stabilizirano, da mora biti prepoznano, da ne sme biti prepuščeno neki samovolji vladajočih in tudi podvrženo tem pretresom. Poleg tega strokovnega se mi zdi, da je zelo pomembno tudi, da damo poudarek uporabniškemu. O tem danes nismo kaj dosti govorili, ampak nekim uporabniškim gibanjem in idejam, ki prihajajo iz področja preživelcev inštitucij, tudi to pri nas pač je neko področje, ki obstaja, ampak bi ga mogoče lahko podprli bolj, mu dali več glasu in seveda tudi nekega prostovoljstva ob strokovnem. Potem pa sem pomislila še na to, da vemo, kako skupnost graditi, ampak se mi pa zdi, da hkrati se pa morajo vedno znova nove generacije tega v bistvu nekje naučiti. In sem pol tako malo pesimistično se zazrla v to, tudi področje vzgoje in izobraževanja, koliko to podpira neko sodelovanje, skupnost in neke te samonikle prakse, ki bodo podpirale solidarnost med ljudmi. Sem se tukaj spomnila na besede Anice Mikuš-Kos, ki je govorila o tem kot predstavnica neke starejše generacije in je rekla, da ko se s šolami pogovarja in ponuja različna izobraževanja, je vedno zelo velik odziv, ko je spredaj predpona samo, recimo, samo učinkovitost, samo spoznavanje, skratka neki samo, ko je pa sodelovanje, solidarnost, soustvarjanje, to so pa popolnoma nepopularni koncepti, ki jim vzgojno-izobraževalni prostor v bistvu ne daje prostora. In ne samo vzgojno-izobraževalni prostor, se mi zdi, da neka širša ta družbena krajina, saj o tem sem že uvodoma govorila, pač v resnici ne podpira tega, tako da zato moramo biti nekako toliko glasnejši s temi pozivi. Še samo čisto zadnja misel, ki pa tudi ni preveč optimistična, je pa, da moramo zelo paziti spet v tem obdobju krize, zato da se nam ne zgodi, da bi naredili preveč korakov nazaj. Na kaj ciljam? Zdaj v sedanjem času se zelo velikokrat soočam s tem ali pa poslušam kolegice, ko govorijo, da recimo delajo z nekimi posamezniki, ki so zdaj v stiski, nimajo strehe nad glavo
in iščejo neko namestitev zanje, ne? Ali pa tudi tako kot skupnost, recimo zdaj, ko ljudje ne bi bili doma, pa če nimajo doma, nimajo kam iti, ne? Smo začeli v bistvu že apelirati na občino pa na državo, da je potrebno odpreti zavetišča. Zavetišča so tudi totalne institucije. In v preteklosti smo se že strinjali s tem, da zavetišča niso dobra rešitev, da potrebujemo skupnostne, majhne oblike. Ampak zdaj, ko se zdi, da moramo akutno reševati stvari, včasih pristajamo, no, tudi na take rešitve, ne hote se nam zdi, vsaj to pa bo. V enem takem primežu smo, ko se mi zdi, smo pripravljeni pravzaprav na karkoli, ampak se mi zdi, da ravno zaradi tega, kar je Vito prej odprl, ko je govoril, kako so totalne ustanove tudi v času epidemije, eni zelo ogroženi prostori, kjer so ljudje velikokrat v bistvu žrtve, nikamor ne grejo, pa se vseeno kužijo, je treba to zelo naglasiti in v bistvu povedati, da je ravno tudi ta kriza priložnost, ne zato, da naredimo par korakov nazaj in pristanemo na to, da enostavno samo potrebujemo več postelj, pa tudi če v 20 posteljnih sobah, ampak da potrebujemo majhne, humane in skupnostne oblike bivanja, za vse. Ok, hvala vsem trem. Jasna vam je v chatu tudi zapisala zahvalo za vaše odgovore. Jaz bi pa zdaj počasi nekako sklenila to naše srečanje in zaključila. Mogoče bi na koncu bi rekla sam še to, da je mogoče ta razprava danes načela neko to podobo azilov v marsikakšni luči in da nekako ob koncu velja izpostaviti, da pri azilih vendarle ne gre samo za neko knjigo s popisom ali nejskim popisom škodljivih posledic ustanov, ampak da v resnici odpira bistveno bolj kompleksne in široke teme. Tako da včeraj smo tudi debatirali v tej naši sestavi, smo nekako rekli, da bi ob koncu tudi povabili našo publiko k previdnemu in pozornemu branju tega dela, ker lahko odpre še marsikaj drugega kot le napisano definicijo slabih učinkov totalne institucije. Tako da hvala vsem trem sodelujočim za ta res bogat in nabit pogovor, tematsko nabit. In počasi lahko stisnemo ta naš rdeči lip, ko se bi ga dali vsaj še za institucije, tako preprosto stisniti gumb in odleteti stran. Hvala vsem in to je to. Dio. Hvala. Čau. Hvala.